Priznamo, veliko govorimo o električni mobilnosti. Seveda v to vrsto pogona avtomobilski proizvajalci usmerjajo velike napore in investicije. In vse več govorimo tudi o deljeni mobilnosti, torej souporabi vozila, ki tako nima več le enega lastnika, ampak mnogo uporabnikov. Ampak te novodobne oblike mobilnosti večinoma domujejo v večjih urbanih središčih. No, ampak mi se sprašujemo tudi, kako je v manjših krajih. Tokrat smo v Tolminu. Poletna sezona je v dolini Soče in v Julijskih Alpah zelo obremenjena, takrat je veliko število obiskovalcev, ki prihajajo. Velika večina še vedno z avtomobili. Mi jim v zadnjih letih ponujemo vedno več javnega prevoza, ponujemo jim alternativo, tudi električna vozila so vedno bolj in bolj popularna. Odgovorni v tej regiji se že dalj časa ukvarjajo z reševanjem problema mobilnosti na področju Julijskih Alp. In del projekta CrossMobi je bil tudi poskus, s katerim so ugotavljali, ali bi lahko premišljena raba električnega avtomobila prinesla želene spremembe. V akciji smo poskušali razbiti stereotip, ki je v javnosti prisoten. Kaj je to e-mobilnost? Je to neka modna niša? Bila je, mogoče danes ni več. Zato smo uporabnikom ponudili daljše obdobje najema, ko so dejansko res lahko zapeljali svojo družino na izlet, mogoče nakupili vrečo krompirja, se prepeljali na neko destinacijo, ki niso poznali, ali pa mogoče osvojili 1000 metrov nadmorske višine. Večdnevna izkušnja in več načinov uporabe, več načinov uporabnikov, vrst uporabnikov je tisto, kar smo želeli preizkusiti v daljšem obdobju, in to je bil nek zanimiv test, ki je pokazal, da električna mobilnost ima prihodnost, seveda s svojimi specifikami. Kot moški, kot šofer, sem se najprej pozanimal o vseh značilnostih avtomobila. Ni bila potrebna dodatna razlaga za samo vožnjo, ker so v bistvu enaki ostalim vozilom. Samo polnjenje oziroma pogon je drug. Tlele moram reči, da je dometa preveč za naše konce. Sam prihajam z Kobarida in je max 50 km gor, 50 km proti Gorici, in to je to. Naše vožnje se dogodijo znotraj tega radiusa, bom ustrelil 95%, ostalo sta 2 izleta malo dlje, pa poletni dopust na morju. Končni cilj je čim bolj racionalna raba električnega avtomobila, nekako multiplicirana uporaba. In želja je, da se iz enega avtomobila v praksi naredi več kot en avto. Drugje po svetu tole že funkcionira. Mislim, da moramo samo mi v naših glavah malce spremeniti idejo o naših lastnih prevozih. Če dojemaš vozilo, tako ali drugačno, električno ali pa navadno, kot nekaj svojega in samo mojega, potlej nisi naklonjen takemu načinu delovanja ali pa razmišljanja. Po drugi strani pa, menim, da bi se taka ideja prijela tudi v naših koncih. Mogoče ne takoj, mogoče ne zdaj tukaj, s časoma pa Namreč, tle imamo zelo definirane poti. Dolina je ena sama. Iz Gorice do Tolmina, z Tolmina v Kobarid in z Kobarida v Bovc. 90% poti se zgodi tle noter. Car sharing vzameš nekje, pustiš drugje. Ni treba, da vse gravitira na en center. So lahko vozila razporejena po celi dolini. Tako da menim, da bi bilo interesantno to. Ponudniki novih oblik mobilnosti se danes kar vrstijo in uporabniki imamo na voljo vsak dan več aplikacij. Ampak to je le ena plat zgodbe. Pogosto pri tem pozabljamo, koliko časa ljudje potrebujemo, da se na neko novost navadimo. Mogoče kakšno krajše izobraževanje na to temo je potrebno, predvsem v vidu, na kak način polnim avtomobil, katerega ponudnika izberem, kje ima ta polnilna mesta. Ni nujno, da imajo vsi na vseh. Meni je bilo najlažje, da sem si naložil aplikacijo na telefon, pri temule so pa tudi imeli kartico na ključku. Vse, kar je bilo potrebno, je bilo pogledati mapo z MUN polnilnicami in se odločiti. Sam postopek polnjenja je pa čisto preprost. Potrebno je priključiti polnilni kabel, navodila so napisana na polnilnici, potrdim polnjenje s priloženo kartico in praktično je to. Poleg tega je treba še povedati, parkirno mesto te vedno čaka, tako da je zaenkrat je ta plus še prav fajn in komod. Električna mobilnost je danes kljub vse večji razširjenosti za mnoge še vedno neznanka. In prav zato so takšni spoznavni projekti še toliko bolj pomembni.
malo po malo namreč omogočajo, da neka rešitev zaživi tudi v praksi. Sistem trajnostne mobilnosti v Sloveniji seveda je v vzpostavljanju. Veliko je na entuziazmu, na odzivnosti lokalnih akterjev, kaj prinašajo v okolje, kaj stestirajo. Zato tudi Julijske Alpe v tem primeru orjejo ledino. Tu poskušamo stvari peljati naprej, prihiteti državo, prihiteti sistem. In tukaj nam mogoče tudi ponudniki prihajajo naproti, da razumejo, da je mogoče treba včasih prehiteti, zato da si mogoče na zunanjih trgih bolj uspešen in da ljudem, ki jih vabiš v destinacijo, to povežeš vnaprej, da ne vabiš samo z destinacijo, ampak s sistemom, ki je temu prilagojen in prijazen. A cilj še ni dosežen. Nismo še povsem tam. Zdi se, da ljudje še nekako niso zreli za tiste res korenite spremembe, pa vendar je pametno poskušati. V svetu mobilnosti se dogajajo veliki premiki in prav zdaj je najboljši čas za eksperimente. In ne le v velikih mestih, tudi v manjših. Razne pilotne aktivnosti in eksperimenti so tisto, zaradi česar ljudje lažje potem razumemo stvari. Ne kupimo stvari iz socialnih medijev, iz javnih glasil, ampak dejansko na svoji lastni koži preizkusimo, kako stvar deluje. Potem verjamemo, potem smo pripravljeni v nov izziv, v novosti, ki prihajajo z trga. Če je avto ekološki in uporabnikom priskrbimo še električno polnilnico, je prvi korak že narejen. In koristi so očitne, tudi v majhnem okolju, kot je Tolmin. Trajnostna mobilnost na podeželju je malce dražja, ampak to je tek na dolge proge, investicija se povrne v daljšem obdobju, to je edina razlika. In pa seveda, da v ruralnih okoljih je manj ljudi, zato mogoče dlje traja, da novosti pridejo na podeželje. V našem primeru pa je turizem tisti, ki v bistvu trka na vrata, in zato je potrebno, da hitreje odreagiramo. In te novosti, ki jih prinašajo turisti, moramo v lokalnem okolju, ruralnem okolju prenesti v prakso prej, zato da bo storitev na dovolj visokem nivoju in da nas ne bo sram, da zeleno destinacijo ponujamo samo na papirju in z imenom.